Lep pozdrav. Danes bomo govorili o Matejevem evangeliju, 9. poglavje. 3 stvari si lahko iz tega odlomka zapomnimo. Prva, ko je Jezus videl množice, so se mu zasmilile, ker so bile izmučene in razkropljene kakor ovce, ki nimajo pastirja. Iz tega se naučimo, ne misli samo nase, misli tudi na druge. Potem pravi Jezus, žetev je velika, delavcev pa malo, prosite torej Boga, Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev. Iz tega se lahko naučimo, da je treba moliti za dobre duhovnike, redovnike, redovnice, pa tudi za dobre sokristjane, da so dobri očetje, dobre matere in tudi zase, za mlade, da smo dobri mladi, se pravi živahni, da smo navihani, ampak ne delamo traparij prehudih, ne, take. In potem pravi Jezus še tole. Jezus je dal učencem oblast izganjati nečiste duhove in ozdravljati vsaktere bolezni in vsaktere slabosti. A veste, da mi je bilo enkrat zanimivo, ko sem res to videl. Jaz sem mislil, da je to na filmu samo, da tam rečeš pač nekomu, ki recimo je obseden, kot se temu reče strokovno, da moliš nad njim in potem pač recimo hudič odide. Jaz sem to mislil, da je samo na filmu. Ko sem enkrat bil temu priča, verjemite mi, sem se na začetku res kar ustrašil. Ampak ko sem videl, da je Jezus dejansko močnejši, sem si pa rekel, Jezus, Jack si. In še videl sem, da Jezus tudi tukaj ne laže, ampak govori resnico. Vsak hudobni duh se mu mora umakniti, ker Jezus je pač močnejši. Srečno!